Spoštovane in spoštovani, dober večer in lepo pozdravljeni. Še posebej pozdravljam vse tiste, ki danes praznujete, to ste obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, častni člani, upokojeni obrtniki, tudi nekdanji funkcionarji območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Še posebej med nami pozdravljam predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha. Prav tako v.d. direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Daniela Lampergerja. Pozdrav tudi vsem predstavnikom sosednjih zbornic in predstavnikom Obrtne komore Čakovec. Poseben pozdrav gre tudi gospe župani, gospe magistrici Olgi Karba, županom sosednjih občin. Lepo pozdravljam tudi poslanca Državnega zbora, gospoda Franca Juršo, občinske svetnike, predstavnike občine Ljutomer, prav tako predstavnike zavarovalnic Maribor in Triglav ter vse ostale zbrane. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer je v lanskem letu prav tukaj na tem istem trgu praznovala 45 let. Visok jubilej, skoraj pol stoletja povezovanja, pomoči, vztrajnosti, predanemu delu, predani so še naprej dobrim idejam, dobrim poslovnim idejam in svoje poslanstvo nadaljujejo tudi v letošnjem letu. V besedi vabim današnjega slavnostnega govornika, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha. Izvolite. Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, cenjeni gostje, spoštovani predsednik Ljutomerske zbornice in seveda spoštovana sekretarka, spoštovana županja, spoštovani poslanec v Državnem zboru. Dovolite, da vas pozdravim v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in seveda v svojem imenu. Vedno sem vesel, ko sem med svojimi stanovskimi kolegicami in kolegi. Predvsem veselje mi je, da sem danes tu med vami. V preteklem oziroma sedanji krizi, gospodarski krizi, katere se nahaja gospodarstvo slovenske države, se je pridružila še politična kriza, kar je še poglabljalo to našo nekonkurenčnost na svetovnem trgu. Sedaj, ko smo dobili nove ljudi po volitvah in pričakujemo tudi novo vlado, mnogo novih obrazov bo sedelo v našem parlamentu. Obrtniki, podjetniki, predvsem pričakujemo od nove vlade, da bojo na tistih ministrstvih, katere se dotikajo obrti in podjetništva, predvsem imam v mislih male podjetnike, sedeli oziroma nam odrejali zakonodajo ljudje takšni, kateri se spoznajo na obrt in podjetništvo. Predvsem, da bodo poznali delovanje malega podjetnika in malega obrtnika. Zgolj do sedaj temu nismo bili priča tako temu. Obrtniki, podjetniki, nismo proti temu, da proti nepremičninskemu davku, proti neplačevanju prispevkov in davkov. Smo pa proti tem nenormalnim visokim davkom in prispevkom. Ti davki nas ubivajo in seveda tudi onemogočajo, da smo konkurenčni in da se razvijamo. Če se bomo obrtniki, podjetniki razvijali, potem verjemite mi, da bomo tudi zaposlovali. Če bomo zaposlovali, bo država dobila skozi zaposljivost nazaj svoje davke in tudi svoje prispevke in vsi bomo nekako lažje živeli. Zato polagam vsem tistim politikom, kateri boste zopet vladi, da razumete obrtnike in podjetnike in da sprejemate takšno zakonodajo, kjer bo v prid obrti in podjetništvo. Jaz pa
kot predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vam zagotavljam, če ne boste sprejemali takšne zakone, če boste sprejemali zgolj zakone, katera bojo škodo obrtnikom in podjetnikom, bomo na Obrtni zbornici vse naredili, da te zakoni ne bodo takšni. Ker na vse zadnjo smo mi na zbornici tisti, ko moramo ščititi naše člane, obrtnike in podjetnike. Jaz še enkrat računam, da bomo imeli takšnega resornega ministra, kateri bo razumel obrt in podjetništvo. Seveda, danes nisem tu med vami zaradi tega, da bi razpravljal o političnih aktualnih zahtevah, aktualnih teh naših problemih. Ampak kljub temu treba se tudi tega dotakniti. Danes sem tu med vami prav vesel, da območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer podeljuje v svojem kraju, podeljuje obrtniku, podjetniku, podjetnik leta, priznanje podjetnika leta. Zato, spoštovani, še enkrat vsem nominirancem iskrene čestitke, predvsem pa danes, kdo bo izbran za obrtnika leta v tej območni obrtno-podjetniški zbornici, v mojem imenu in seveda v imenu Obrtno-podjetniške zbornice mu izredno čestitam. Da kljub tej gospodarski situaciji so še ljudje med nami, kateri imajo vizijo, imajo razvoj in seveda še zaposlujejo in dajejo tudi nekako vzgled drugim stanovnim kolegom, kateri so na robu preživetja, da mogoče nekoč bo bolje. Zato še enkrat, najlepša hvala vam, hvala za povabilo in srečno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Meh. Marsikateri uspešni obrtnik, podjetnik med vami je, ko so ga vprašali, kako je uspelo, da je postal uspešen, dejal, da pravzaprav ni meja, da je mogoče vse, če si dovolj priden, če pridno delaš in če si nekaj tudi dovolj želiš. Tako kot si v naslednji pesmici, ki jo bomo slišali, tudi ta je avtorska, Mojčina, slišali bomo tudi, kako si srce želi biti brez meja, kajti takrat je vse mogoče. In kdo ve, morda se tudi kdo med nami najde prav v tem besedilu. Še enkrat z nami Mojca Prejac. Izvoli, Mojca. Sedim in vidim, češnja cveti, na nebu zvezd prepletim lune si. Pomladni veter pred rami mi dušo odpira mi srce. Zidove rušim, ker misli odprem, obzorja širim, zdaj noje pogled. Zakaj že prej nekdo povedal mi, da lahko uspem, če se odpre? Srce ne pozna jih, ne rabim meja. Srce ne pozna jih, ne rabim meja.
Čeprav da mislim, čutim vse to, kar meni je, čeprav da vem, da strah je odveč. Že res, da sreča najde te, ko je iščeš, nekako naj se upre. Srce ne pozna jim, ne rabim meja. 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 Hvala, Mojca. Nocojšnja prireditev razglasitev obrtnika leta 2014 poteka v tednu, ko občina Ljutomer praznuje svoj 58. občinski praznik. In ves teden se dogaja veliko zanimivih dogodkov in prav današnji dan je posvečen gospodarstvu, podjetništvu, uspešnosti, dobrim idejam. Zato vabim na oder županjo občine Ljutomer, gospo magistrico Olgo Karba. Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, cenjeni visoki gostje, drage občanke in občani. Kot se spodobi na obletnicah in prireditvah, ob katerih se za en večer ustavimo in pogledamo nazaj na leto, dovolite, da vam prvo čestitam za izjemno delo, ki ga upravljate, in za uspehe vseh velikosti, ki izhajajo iz tega. Uspeh naših krajev je bil vedno tesno povezan z marljivostjo naših rok in natančnostjo naše vesti, ko smo naravne danosti in materiale spreminjali v pridelke in izdelke. Od davnih rimskih trgovskih poti, ki so nekoč povezovale Madžarsko in Italijo, Hrvaško in Avstrijo, do sodobnih stičišč kultur in interesov, ki se še danes prepletajo v naše okolice, vse to so vplivi, ki so prinašali prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti. Naša skupna sposobnost za prepoznavanje narave in vplivov novo nastajajočih razmer je razlika med tem, ali se kot lokalna skupnost odzivamo pravilno in uspešno, ali pa zamujamo z ukrepi in korakamo proč od uspeha. V tem letu je čas za uresničitev mojega programa in danih obljub, s katerimi sem pridobila pred 4 leti zaupanje od ljudi za vodenje občine. Zato ob tem, ko gledam nazaj in polagam račune delovanja občine v presojo ljudi, padajo ven naslednje ugotovitve. 300 000 evrov manj obremenitev gospodarstva zaradi znižanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 50 000 evrov spodbud v zadnjih 2 letih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Sprejem sodobnega in celostno usklajenega občinskega prostorskega načrta. Nova njihova poslovna cona, ki se jo trenutno komunalno opremlja in je že dobila potencialnega investitorja. 2 novi večji podjetji, 19 širitev proizvodnje ali dejavnosti, 156 manj brezposelnih v primerjavi z letom 2010, 147 000 turistov in 50% več vodenih ogledov naše občine. Namesto obljubljenih 9 projektov,
ki smo jih ocenjevali na vrednost približno 6 milijonov evrov, je realiziranih 40 projektov v skupni vrednosti do danes v višini 15,9 milijona evrov, glede na sprejetje proračuna z 1. aprilom in glede na zelo veliko dinamiko izgradnje sistema C, pa je do konca mandata predvidena realizacija še 14,1 milijona evra oziroma skupaj v 4 letih za 30 milijonov investicij. Od tega več kot polovica nepovratnih sredstev Evropske unije. Skupaj 70 km infrastrukture, porazdeljene po vseh krajevnih skupnostih. Sanacija javnih financ, posledično, glede na to, da smo zelo dobro finančno poslovali, smo pravočasno in redno plačevali vse tiste, ki so pri nas izvajali posle. Vse našteto se je doseglo kljub dejstvu, da smo v zadnjih 4 letih približno za 640 tisoč evrov pridobili manj denarja strani države. Da smo znižali stroške občinske uprave za 12,8% ter vse do danes izpeljali brez zadolževanja. Čeprav je mnogo ljudi in dejavnikov zaslužno za doseganje teh rezultatov, sem vse omenjeno naštela zato, ker je pri doseganju tega uspeha odigral ključno vlogo obrtno-podjetniški strateški svet. Od leta 2011 naprej smo s pomočjo razprav in izmenjav mnenj v okviru obrtno-podjetniškega strateškega sveta dosegli vidne preboje. Onemogočili smo delitve in preštevanja obrtno-podjetniške skupnosti strani občine, ki so slabila naše okolje. Po teh nekaj letih vas tudi mnogo bolj razumem. Naučila sem se, da so najboljše ideje tudi najbolj ranljive, ker jih iz strahu in nevoščljivosti lahko zelo hitro ustavijo šibki in nesposobni posamezniki ali skupine. Skozi naše sodelovanje sem spoznala, da je tako tudi v gospodarstvu, da je marsikje še vedno preveč grenkobe in negativizma. In ta ni slab le za posel, ampak za življenja, počutje in zdravje ljudi. Edini način, da presežemo tej slabosti človeškega duha je, da ne dovolimo, da nam vzamejo pozornost in energijo. Da torej gremo skupaj naprej, da prispevamo vsak svoj del, da opravimo svoje delo in da potegnemo skupni voz naprej svojim najboljšim možnim delovanjem. Pri tem je marsikaj pomembno, še posebej dobri vzori. V sam vrh le-teh se brez dvoma uvrščajo prejemniki prestižne nagrade Obrtnik leta. V teh letih smo pošteno razburkali vode in na valovih zagona postali boljše, bolj konkurenčno in tudi bolj prijazno okolje v lastnih očeh in v očeh drugih. V čast mi je, da smo lahko pot do tega cilja prehodili skupaj. In na tej poti je potrebno vztrajati še naprej. Močno lokalno gospodarstvo, podjetništvo in obrtništvo je pogoj za razvito lokalno skupnost. Zato hvala vsem, ker zaupate v Ljutomer, ker gradite svojo prihodnost v njem, ohranjate njegova izročila in ga vodite v prihodnost, ki si ga zasluži. Od srca vam želim res veliko dobrih občutkov in uspehov v letih in desetletjih, ki so pred nami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa županja. Vsi obrtniki in podjetniki, ki ste danes z nami, zelo dobro veste, kako je tudi v poslu pomembno najti prave, nove poti, novo pot do novega posla
novo pot do uspešno izpeljanega posla in potem tudi seveda pot do zaslužene nagrade. In če te nove poti odpiramo z nasmehom, potem je vse lažje in lepše. Prav o novih poteh v tretji skladbici danes Mojca Prejac. Hvala lepa, Mojca. Rdeča nit in tista pika na i tudi nocojšnje prireditve je razglasitev obrtnika leta 2014, območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Obrtnika leta so tudi letos na podlagi razpisa smeli predlagati vsi člani območne obrtno-podjetniške zbornice v Ljutomeru in priznanje dobi obrtnik, član zbornice za izjemne dosežke na področju samostojnega dela, osebnega dela in vključevanja v delo organizacije. Kljub težkim časom se je tudi letos pokazalo, da je med nami še vedno veliko uspešnih in pa vztrajnih obrtnikov. Samo še nekaj minut nas loči do razglasitve, zato pred mikrofon vabim predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospoda Danijela Zelka. Spoštovani predsednik, spoštovana županja, spoštovane obrtnice in obrtniki, častni člani, upokojeni obrtniki, spoštovani visoki gostje, cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni na današnjem največjem dogodku območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Z velikim veseljem podeljujemo najvišje priznanje obrtnik leta za leto 2014. Prav tako pa iskrena čestitke vsem občanom in občankam ter seveda sami občini Ljutomer, ki letos praznuje svoj 58. rojstni dan.
Organizirano delovanje obrtno-zborničnega sistema v naši občini in celotni upravni enoti sega že krepko v 5. desetletje. Obrtniki in podjetniki naše organizacije smo skozi vse dosedanje obdobje delovanja tvorili pomemben člen v gospodarskem razvoju vseh 4 občin. Seveda ne morem mimo pomembnega dejstva, da so obrtniki smo in bomo še naprej vodilni za poslovanje domačih ljudi. S svojimi kvalitetnimi proizvodi in storitvami skušamo biti kar najbolj konkurenčni in se prilagajati pestrim in nič kaj prijaznim tržnim razmeram. Občinske strukture so nas v naših prizadevanjih več ali manj spodbujale in podpirale. Ene so imeli več, druge manj posluha in volje oziroma želje po skupnem sodelovanju. Nocoj bi želel posebej pohvaliti dobro sodelovanje z občino Ljutomer ter odlično sodelovanje z gospo županjo, magistro Olgo Karba. Zadovoljen sem, ker imamo na naši občini sogovornika in partnerja, s katerim uspešno sodelujemo in načrtujemo. Tako preko podjetniške zbornice, kluba menedžerjev in strateškega sveta, v katerih aktivno sodelujejo naši člani in obrtniki, podjetniki, ter na ta način izvajamo skupne ukrepe za boljše lokalno gospodarstvo. Posebej pozitivno pa ocenjujem tudi dejstvo, da so ljutomerska občina, kakor tudi ostale občine, dober gospodar in plačujejo naročena dela v dogovorjenih plačilnih rokih, kar pa je zelo pomembno za ohranitev delovnih mest in obstoj številnih obrtnikov in podjetnikov v naših občinah. Med pomembne ukrepe štejem to, da je občina Ljutomer na pobudo obrtne zbornice v letu 2013 namenila 25.000 evrov za začetnike in mlada podjetja z stažem delovanja do 1 leta. In tudi za letošnje leto 2014 je namenjeno 30.000 evrov nepovratnih sredstev za spodbudo mladim oziroma začetnikom. Za nami je predvsem burno in pomembno obdobje, ki so ga zaznamovali politična in gospodarska kriza, obdobje sprememb in novosti v zborničnem sistemu, prostovoljno članstvo, nov statut in na naši krovni organizaciji, nov statut na območnih zbornicah. Z novo ureditvijo pa se celotna zbornica reorganizirala. Znižali smo članarino in članom ponudili še več ugodnosti. Reorganizirala in znižali smo članarino, postavili smo nove temelje in začrtali nove smernice zborničnega delovanja. Kljub nekaterim črnim napovedim smo uspeli zadržati večino članov. Zato vam zagotavljam, da smo z reorganizacijo in racionalizacijo poslovanja tudi uspeli. Celo nekaj privarčevali. Moram pa poudariti, da je naša ljutomerska zbornica v zelo dobri kondiciji. Čeprav imamo sedaj manj prihodkov iz članarin, smo povečali prihodke na tržnem deležu. Na to smo pa seveda lahko ponosni. Kar pa je med drugim lahko tudi v razmislek tistim, kateri so izstopili iz naših vrst. Mi pa smo se morda tako na nek eleganten način znebili tudi neplačnikov. Zato še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ostali naši zvesti člani in nam pomagate ohraniti močno stanovsko organizacijo, katero še kako potrebujemo. Saj ima le takšna organizacija moč, da doseže pozitivne premike. Ne predstavljam pa si, v kakšnih razmerah bi bili mali obrtniki in podjetniki, če ne bi imeli svoje stanovske organizacije. Politika bi nam krojila zakone po svoje. Močni gospodarski subjekti in lobiji pa bi interese malih vselej pohodili. Združeni obrtniki in male podjetniki smo velik sistem in skupaj smo močnejši. Moram pa vam povedati tudi to, da na primer madžarski obrtniki in podjetniki že po nekaj letih uvedbe prostovoljnega članstva iščejo vzvode, kako ponovno vpeljati obvezno članstvo. Saj so ostali obrtniki sami, neorganizirani, prepuščeni samemu sebi.
Nima več kompetentnega zastopnika, kateri bi ščitil njihove interese in jih zastopal pri pogajanjih z vlado in politiko. Biti obrtnik je v časih gospodarske in politične krize negotovost. Izjemno težka je naloga ostati na površju. Tega se zavedam tudi sam kot obrtnik. Kot predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer pa si prav zato prizadevam za izboljšanje razmer na področju. Uspešna obrtna dejavnost je del slovenske kulture. Vrednote slovenskih obrtnikov, delavnost, skrbnost, varčnost in preudarnost že desetletja spodbujajo razvoj slovenske podjetnosti. Obrtniki, mala in mikropodjetja danes predstavljamo najbolj vitalen del slovenskega gospodarstva, saj zaposlujemo več kot 233.000 oseb in tako ustvarjamo prihodek sebi, zaposlenim in državi preko plačevanja prispevkov in davkov. Delo pa še zdavnaj ni končano. Tudi v prihodnje vam zagotavljam, da bomo storili vse, kar je v naši moči, za boljši jutri obrtnikov in malih podjetnikov. Območna zbornica pa na lokalnem nivoju. Krovna organizacija ima nalogo aktivno sodelovati na nacionalni ravni, območna zbornica pa na lokalnem nivoju. Naša prisotnost tako na vseh ravneh pa je največja prednost tega zborničnega sistema. Le močni in povezani namreč lahko dosežemo pozitivne spremembe. Brez velike podpore članstva pa to seveda ne gre. Zato si res želim, da bodo tudi tisti, ki so iz zbornice izstopili, morda nekoč prepoznali, da smo le kot povezani močnejši, slišani in na koncu tudi uslišani. Sami kot posamezniki smo namreč povsem nemočni pri uveljavljanju svojih zahtev. Dejstvo je, da močno zbornico sedaj potrebujemo še bolj kot kdajkoli prej. Pred nami so lokalne volitve in resnično upam, da bomo izvolili takšne ljudi, ki razumejo pomen obrti in podjetništva in bodo sodelovali v njuno korist. Politične volje za pomoč gospodarstvu je zaenkrat še dovolj. Obrtno-podjetniška zbornica je sicer nepolitična organizacija, zato tudi ne izraža politične naklonjenosti do posameznih strank, list ali skupin. Budno pa spremlja njihovo delo in programe, z upanjem, da bodo pozitivno vplivali na reševanje malega gospodarstva iz krize. Obrtniki in podjetniki podpiramo tiste politične stranke, ki nam bodo pomagale, da dosežemo takšno zakonodajo, ki bo v korist malemu gospodarstvu. Ponosen sem, da kljub krizi in nezavidljivem času, posebej še v malem gospodarstvu, lahko v svojih vrstah najdemo uspešne obrtnike in podjetnike, katerih delo in znanje neizmerno spoštujem, katerih nam vedno znova pišejo uspešne zgodbe, za katere tudi velja, da je pridno, pošteno in trdo delo še vedno krepost in vrlina. In prav ti posamezniki nam z marljivostjo in vztrajnostjo ponovno dokazujejo, da se tudi s poštenim in trdim delom da preživeti in tudi kaj ustvariti, ter nam tako za svojim zgledom vlivajo upanje za boljšo prihodnost. Med nami je nocoj tudi prvi med enakimi, ki bo danes prejel priznanje in naziv obrtnik leta. Gre za človeka, ki že vrsto let aktivno sodeluje v zborničnem sistemu in ki nadvse uspešno nadaljuje družinsko tradicijo vinarstva. Zato mi dovolite, da nocoj v imenu Obrtne zbornice Ljutomer razglasim in podelim častni naziv obrtnika leta območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, katerega letos sprejme gospod Dušan Stajenko, obrtnik leta 2014. Spoštovani kolega Dušan, bodi ponosen nosilec častnega naziva obrtnik leta. Še enkrat iskrene čestitke letošnjemu dobitniku, cenjenega poznanja. Želim vam pa še naprej prijeten večer v naši družbi. Hvala.
podjetnik Dušan Stanko, ki se je rodil 5. junija 1964 v Gajševcih, še danes z družino živi v domačem kraju, kjer nadaljuje dolgoletno mlinarsko dejavnost. Ta sega v leto 1908, ko je bil mlin zgrajen in umeščen v popolnoma drugačno okolje, kot je danes. Takrat je stal ob reki Ščavnici in poganjala ga je voda. Dušan že v 4. generaciji dejavnost mlinarstva. Mlin je prevzel po očetovi smrti leta 1983, ko je bil star šele 17 let. Leta 1991 je mlin dogradil, opremil z novimi stroji in za 5-krat povečal njegovo zmogljivost. Danes so v mlinu poleg Dušana zaposleni še njegova žena Danica in 2 mlinarja. Največji delež zmletega zrnja predstavlja pšenica, v prodaji pa so tudi ržena, ajdova, koruzna in pirina moka. Možna pa je tudi zamenjava zrnja za katerokoli moko. Največ moke se proda v mlinu, saj je vedno bolj iskana sveža moka. Z vsemi proizvodi pa zalagajo tudi nekaj trgovin in pekarn. Leta 1996 je Dušan mlinu dodal obrat za predelavo ajde v ajdovo kašo. Proces za predelavo ajde je precej zapleten, na trgu pa za to dejavnost ni mogoče dobiti potrebnih strojev. Vsi stroji so skonstruirani doma in izdelani v ključavničarski delavnici Emilijana Rudolfa. Z ajdovo kašo si je mlin odprl trg po celotni Sloveniji, prodajajo pa jo tudi v Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Stranke si lahko v mlin pripeljejo tudi svojo ajdo in iz nje pridelajo lastno kašo. Takšno storitev omogočajo edini v Sloveniji. Vsako leto povečujejo sodelovanje tudi z biopridelovalci ajde, saj iz te ajde proizvedejo bio-ajdovo kašo, ki je vedno bolj iskana. Vse naštete dejavnosti zahtevajo veliko skladiščnih prostorov, ki so postavljeni neposredno ob mlinu. Dušan Stanko je dobitnik priznanja občine Ljutomer leta 1995, priznanja občine Križevci leta 2004 in dobitnik naziva obrtnik leta 2014, ki ga podeljuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. Gospod Dušan Stanko, obrtnik leta 2014, Območna obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, izvolite nam na oder. Podelitvi kipca in priznanja vabim tudi predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospoda Danijela Zelka, prav tako predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Meha, da se nam pridruži, pa vidi direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Lampergerja in tudi ljutomersko županjo, gospod magistrico Olko Karma. Prosim, da se nam vsi pridružite na odru in seveda predate kipec in priznanje. Hvala lepa. Gospod Stanko, vabim vas k mikrofonu, da zbrani spregovorite tudi nekaj besed. Izvolite. Spoštovane
Spoštovani, dovolite mi, da še vas tudi jaz pozdravim v svojem imeni, pa ni se strašiti ne meja dugega guča, ker tudi meni življi dosti bolje služijo roke, kot pa jezik. Ampak kljub temi bi rad rekel, hvala našoj območni obrtni zbornici, hvala našimi predsedniki, naši sekretarki, skratka kompletni ekipi, ki se je močno trudila za pripravo tega lepega večera. Rad pa bi rekel tudi hvala vsem našim zvestim strankam, kajti brez jih mislim, da toto priznanje za mene ne bi imelo takšnega pomena. Zdaj pa vem, da se žim tuba še več energije, še več moči, da bom tudi bodoče delal tako, kot do zdaj, ali pa še mogoče boljše. To priznanje pa mi je tudi ena potrditev, da sem pred 33 leti naredil pravi korak, ko sem stopil na pot obrtništva, na pot, ki je tistokrat za mene bila čista neznanka. Ampak na srečo sem imel vtrjeno pot, ki mi je zapustil moj oče. Spoštovane obrtnice, obrtniki naše zbornice, to priznanje bi si želel deliti s vsemi vami, ker vem, da si ga v teh težkih, kriznih časih vsi zaslužimo. In kljub vsem problemom, ki nas lahko doletijo ali najdejo kak samostojne podjetnike, je ta naš obrtniški stan tudi marsikatero svetlo stran. In danes vam s ponosom povem, ponosen sem, ko sem obrtnik, in ponosen sem, ko sem član takšne območne obrtne zbornice, kak je naša v Lotmerki. Hvala lepa. Mogoče bi se samo oprostil tistim, ki me niso vsega razumeli, ker s centri našega lepega Lotmerka se res ne bi rad mučil s prvo slovenščino. Hvala lepa. Hvala lepa. Ostaňte in seveda še enkrat iskrene čestitke. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim tudi občini Ljutomer, Zavarovalnici Maribor in Zavarovalnici Triglav, ki so omogočili današnjo prireditev. Hvala še enkrat tudi Mojci Preja za sodelovanje v kulturnem delu programa in v nadaljevanju, spoštovani, ste vabljeni v šotor, kjer se bomo družili z nagrajencem, kjer se bomo družili med seboj ob odličnih kulinaričnih dobrotah iz gostilne Zorko. Lep in prijeten večer še naprej. Hvala lepa.